Sam nikoli nisem mislil, da se bom ukvarjal raziskovalno z Jugoslavijo. Ko me je profesor Kremenšek povabil, da bi se prijavil na razpis za prosto mesto asistenta za etnologijo jugoslovanskih narodov in narodnosti. No, ko sem se začel ukvarjati s tem, pa sem videl, da je to res izjemno interesantna tema. Odkril sem, da je to izredno lepa dežela, zelo zanimivo kulturo, ampak takrat, ko sem to odkril, je tudi država razpadla. Tako da je s tem v zvezi nastopilo več problemov. In ko smo potem razmišljali, kako naprej, smo ugotovili, da bi bilo treba ta fokus razširiti na celoten Balkan. In ta razširitev se je dogajala takrat, ko je Slovenija skupaj s Hrvaško bežala z Balkana v Evropo, kar je seveda imelo več posledic. Najpomembnejša posledica je bila ta, da smo na Slovenskem vsi vedeli vse o Balkanu, čeprav v resnici seveda nihče ni vedel prav veliko ali pa lahko rečemo, da velika večina ni vedela nič. No, ko sem se začel ukvarjati raziskovalno in poglobljeno, je bilo seveda prvo vprašanje, koliko je v tem, kar govorimo o Balkanu, kar si predstavljamo, da je Balkan, res Balkan sam, ali so naše predstave, naš govor o Balkanu. Meni se je takrat pokazalo, da je seveda veliko več naših predstav, naših koncepcij, naših vizij o nas in svetu vloženo v tem, kar je naša vednost o Balkanu. Zato sem takrat v nekem trenutku celo tudi zapisal, da Balkana sploh ni v resnici, da ne obstaja. Seveda, danes so se stvari nekoliko spremenile. V teh 30 letih so se vezi tako pretrgale zlasti med mlajšimi generacijami, da tega prepričanja, da vsi vse vemo o Balkanu, ni več tako splošno prisotnega, kar pa seveda odpira vrata za resno raziskovalno delo in resno razmišljanje o tem, kaj ta prostor in ta kultura pravzaprav je, ne pa kaj so naše projekcije v ta prostor in to kulturo. Takrat, ko je Slovenija bežala z Balkana, sem videl glavni pomen v raziskovanju tega področja v spoznavanju pravzaprav samega sebe. Zakaj zahodni Evropejci opazijo, ko govorijo ali pa ko si ogledujejo Balkan določene stvari, drugih pa ne, in zakaj tisto, kar vidijo, si razlagajo tako, kot si razlagajo. To pa pomeni seveda po drugi strani, da na ta način o samem Balkanu, če ga tako raziskujemo, ne izvemo prav veliko. In seveda je zdaj čas, da bi bilo treba kombinirati, začeti vsaj oba načina. Enega, to samo izpraševanje, zakaj se nam zdijo pomembne stvari, zakaj vidimo določene stvari, kot jih vidimo, kot seveda tudi z samim razmišljanjem dejanskim o kulturi in načinu življenja na tem prostoru. Skratka, po eni strani bi lahko rekla, da me je to področje začelo zanimati po naključju, ampak v resnici, če danes pogledam iz te perspektive, vidim, da je bilo skoraj neizogibno. Ne samo zato, ker v Sloveniji, kljub temu, da kot vidimo, leži na meji med Evropo in Balkanom, obstajajo določena stereotipna prepričanja o tem območju, ampak tudi zato, ker me je vedno več ljudi začelo spraševati o jugoslovanskem območju.
Predvsem pa moram priznati, da so tem zanimanju veliko prispevali moji profesorji, predvsem profesor Jezernik s svojimi predavanji iz etnologije Balkana, pa tudi Borut Brumen, ki je enkrat mi potaknil en članek, ki me je izrazito sprovociral, da začnem pravzaprav razmišljati o teh prevladujočih pisanjih o Balkanu. Potem so pa zadeve šle zelo spontano, tako da sem se od teh nekih začetkov, ko sem mislila, da se bom bolj ukvarjala z Azijo, se zasidrala na Balkanu in kot kaže, bom tudi ostala. Velika prednost etnologije Balkana je pravzaprav ta, da smo blizu tega območja, oziroma nekateri bi rekli, da smo tudi del Balkana. Meje so seveda precej prepustne in fleksibilne. To seveda pomeni, da se lažje odpravljamo na krajša ali daljša raziskovanja. V okviru tega predmeta potekajo tudi vaje. Včasih so te vaje bolj potekale v smislu različnih ekskurzij, obiskali smo že Albanijo, Romunijo, Bolgarijo in tako naprej. V zadnjih letih pa izvajamo bolj poglobljeno terensko delo. Trudimo se v bistvu tudi povezati z različnimi univerzami z tega območja, se pravi, da se spoznavajo tudi študentje med seboj in nekako oplajajo svoje znanje. V veliki meri študentje lahko pričakujejo bolj poglobljeno znanje o tem območju, tudi jezikovno znanje, ampak predvsem znanje o kulturi, o sodobnih transformacijah balkanskih družb. Mislim, da je področje zelo pomembno ne samo zato, ker, kot rečeno, v Sloveniji imamo še vedno precej negativnih percepcij tega območja. Seveda, kot rečeno, tudi Slovenija ni v tem izjema. Balkan ima zelo pomembno pozicijo v zahodnoevropski in zahodni imaginaciji. Zato se mi zdi prav, da v Sloveniji delujemo kot pomembno torišče različnih idej. Prav tako se mi zdi, da je to ključno za bolj odprto družbo, ki želi podpirati drugačnost in živeti z njo. Tako da mislim, da je prav etnologija Balkana absolutno ključna tudi v tem smislu.